Podcast Opravičujemo se za vse nevšečnosti podpira tudi pivovarna Pelicon. V pivovarni varijo nefiltrirana in nepasterizirana piva polnega okusa, takšna, ki jih radi pijemo tudi mi. S kodo brez panike boste deležni 10% popusta na najbolj popularne pijače, kot so The Third Pill, Out of China Relax in mnoge druge. Seznam vseh artiklov najdete na hvalazvseribe.si poševnica Pelicon. Ministrstvo za zdravje opozarja. Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju. Ponovimo, 10% popust na pelicon.ber s kodo BREZPANIKE, to je ena beseda. Čin. A ja, hvala pivovarna Pelicon, ker podpirate naš podcast. Zdaj pa lahko začnemo z epizodo. Ok, a gremo? Ne še, a smo? Nismo še. Nismo, pa lahko še en poželjk naredimo. Absolutno. Jaz sem zdaj, ker sem se sem pelil, sem en utrink videl. In tako res tak besen utrink. A res? Ja. Si kaj zaželel? Sem. Si. Ne povedati, ker se ne bo resničil. Ne bom. Dobro, to je lepo. Upam, da se ti bo resničil. Jaz tudi. Tole si pa kola popovedal. Ja. Bi mogel biti pisk, pol za tist. Zdaj pa razumem, zakaj si se... Ja, z Dreksa. Ja. Ne, če si jih dobro naštimaš, zdaj sem veliko glavo. Ne, se ne gre to. Vse so velike slušalke, ampak niso udobne. Ne bomo si še glave meriti. Druga zgodba, skoraj na tem nivoju. Kaj reporter Miran, gremo si jih meriti. Ja, skoraj je v ničem drugem. Smo že naredili, veš, da so si glave merili. Skoraj zgodba s Salonitko, pri kateri nisem bil zraven, tukaj sem bil zraven. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi z napisom Samo brez panike, ki so jo preden je Douglas Adams napisal radijsko igro, knjigo in še kaj poznali le redki prebivalci tega malega modro-zelenega planeta. Štoparca vsak teden beremo Aljo, Peli in Zi in se že naprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale v poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje, in zato smo veseli, da ta čas preživljaš z nami, bereš z nami ali pa se v poslušanju spominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. Še zmeraj drži. Ja. V prejšnji epizodi... Zdaj moramo opisati prejšnjo epizodo, tako kot v Esmeraldi. Tako kot smo rekli, da pač povemo. Ugotovili smo, da so podarili zemljo. Ugotovili smo... Ja, ti greš toliko nazaj, ali kaj? Je seveda od prve, toliko da tisti, ki so danes prvič z nami, da pač dobijo stik. A ja, okej. Dobro, ja, nadaljuj. Podarili so zemljo, ja. Podarili so zemljo. Z nje sta se rešila 2, oziroma kasneje vemo, da 3. Ne. Za 2 vemo. Pa še 2 miši. Ej, spoiler alert, Kvarnik. Prejšnji epizodi so bile 2 miši. Smo že povedali. Tako da jaz bi rekel, opozoril za Kvarnik še vsem velja, če se zdaj pogovarjam v prejšnji epizodi, ja ni to, je Kvarnik za umne. Če nisi prebral, pa te je Kvarnik. Ja, en na Twitterju je napisal, sam zdaj ga ne bom mogel shout-outat, ko nam najdu. Shout-outat na Twitterju. Da se je lotil. Damjan Cvetko. Damjan Cvetko, shout-out. Zdaj pa dost, skrajni cajt, upam, da vas še ujamem. Pa sem mu napisal, da sploh ni, sam brez panike, takrat smo bili šele pri 15. poglavju, zdaj smo pa pri 17. ampak... Če je kaj zauzet, pa... Glede na to, je tako lahkotno branje, po mojem, bo že tle. To je tak, ja. Smo v prejšnji epizodi smo že nehali. To je to. Zemljo so podarili. Zemljo so podarili, rešila sta se Artur pa... Tega še malo bližje. Pa Ford. Je rekla, that's what she said. Sta se rešila. Pobrala jih je ladja na neverjetnostni pogon, ki jo je ukradel Zaphod, ki je predsednik galaksije. No, ne vem, predsednik, zdaj pač čisto običen kriminalc. Ali pa še bolj kul predsednik. Še bolj kul predsednik. Mislim pa sej, predsednik kriminalc je to eno in isto. Ja, zdaj smo pa tukaj, ne? Zdaj so pa oni poleteli do enega starodavnega planeta.
Kaj se kdo upa ki zdaj reči? se imenuje Magreteja. Magreteja. Wow. Ne? No, in zdaj Zdaj smo tle, ne? Zdaj smo tle. prispeli, smo, ne? Ja, zdaj je v bistvu. Dajmo, ne še. Zdaj pa dajmo tisti reči, ki je očitno nekomu. Aha, zanj si je Ziza želel, da če nam daš eno zvezdico, ne, da bi bilo pač zelo lepo, da pač tudi poveš, zakaj si jo dal. Ne. In nekdo, velik ljubitelj naše Biblije, si je res vzel čas. In smo opazili, da si jo je res prebral. Dajmo povedati, to je, rekli bomo sičniki pa šumniki, ampak Jean-Pierre. Preberemo, ali kako? Ja, jaz bi prebral. Nas je pa užalil boljš, kot v večini Velepotež, tako da v večini Velepotež, če bo kdaj izgubil službo, je Jean-Pierre takoj tle. A boš prebral, ali imaš? Imam. Ajde, dej. Piči. Slabše od najslabše poezije v celotni galaksiji. Res, za takšno verbalno masturbacijo se nimate kaj opravičevati. Žal mi je, kako mi je žal, da sem vas poskušal poslušati. Pokvaril sem si vse najlepše predstave, ki sem jih pred mnogimi leti doživel ob branju te znanstveno-fantastične Biblije. Vogonska poezija je pravi balzam napram vašemu flodranju v tri krasne. Ta je res lepa. Ja, pa še pangalaktični grlorez bi lahko počez spil in mi ne bi bilo tako blazno mučno, kot o poslušanju tega pofla od podcasta, bolje podsranja, ki ni vredno, da bi ga moj zeleno-modri svalk izpod pazduhe zvil v štrudel in ga vrgel beltegeškemu psu za požret. Upam ne, želim si nad vse, da ne zgrešite tal. BP. Mislim, no. To, pa še kvarnike za naprej imel. Ja, zelo lepo. Se je potrudil. Se je potrudil. Jaz ne vem, kaj reči na to. No. Mislim, jaz vem, kaj reči. Mislim, pač, če hočeš poslušati tekst iz knjige, si pač audiobook nabal, pa ga pač poslušaj. Ni treba nas poslušati, ni treba si tega podcasta umisliti. Sam ni slovenskega, mogoče ga to da mogo biti slovenski audiobook. Ko smo se pa mi pogovarjali, takrat, ko smo se s tem podcastom lotili, smo pa glih rekli, da to ne bo naš koncept, da pač samo knjigo citiramo, ampak da bomo pač to pelali, nekako malo tako osebno, malo življenjsko, v bistvu, da bo pač. Zato se pozorni poslušalci spomnijo, da smo v nični epizodi študirali, da bi bil ime tudi v življenju vesolju in sploh vsem. Tako, ti pač da neko širino, zadeva ti da naslov, ti da neko širino, oziroma pač nasplošno, da je podcast ni namenjen zgolj knjigi, ampak pač knjiga je neka rdeča nit. Ja, knjiga je, kot je knjiga v knjigi, je tudi knjiga pa nas glavni. Ja, tako. Ja, ona je naša Yellow Brick Road. Tako. Mi gremo po njih, pa malo zatavamo vsake toliko časa. Gor, pa dol, pa levo, pa desno, pa kakšne opice nas odnesajo, pa tako naprej. Kakšno čarovnico srečamo. Ja. In tako naprej, in tako nazaj. No, ampak v glavnem. Jaz mislim, da si sam ti za pas pazduho, če ima neki plavga pod pazduho, najde, ne si gre pregledati, sem tom rekel, ker to ni zdrav problem s temi zdravniki, ampak če imaš zeleno-modro pod pazduho, razen če uporabiš, spet si pogledati, drugače pa hvala za za komentar. Jaz cenim tole mnenje, všeč mi je, res je dobro napisan. Me pa tale nickname Jean-Pierre me pa od nekje A ga imaš, ali ga veš? Kaj da bi rekel, da mi je enkrat rekel, da ima alter ego Jean-Pierre, da sam se ne spomnim, ker smo že prej pri alkoholu bili, pa pri teh mojih zgodbicah. Smo bejbo spelu. To je maščevanje. To pa rad vidim. A to je pa zdaj maščevanje. Za revenge. A veš, mogoče pa je kaj tazga, že se tako kakšno budalaštino naredil. Kaj pa veš? It's personal, ne? Ja. Nisem rekel, mogoče pa je personal. Se mogoče pa ni. Mogoče pa sam preveč. Mogoče, pa sej, a veš. Prva je, če prvi vzamemo prva, ne? Prva slaba kritika. A je treba, da smo vsem všeč? Ne, itek da ne. Absolutno da ne. Seveda ne. To niti nismo hoteli. Ne, seveda ne. Folk tudi generalno se pravzaprav nič ne pritožuje.
Ne, Zakaj pa- če smo prišli, ne, a to se nismo pohvalili, da smo prišli. A ne, čak, zdaj pa to moramo No, povedati. to bo pa Beli povedal. Zdaj bom tako. pa jaz Na statistik. ne? velik ljubitelj grafov vseh sort. Grafi tako in drugače. Če kje je za to library, browse, moram dati browse, top Browse, to je to. podcast, sama, ne top epizod, top podcast. Evo, 2 mesti za toplovodom Opa, na 19. mestu. opa, za toplovodom. Ja, pred zapisi iz Močvirja, Ok, ja, v redu. stari, mi V tekmujemo dobri družbi. z nacionalko, z valom 202, kako bi rekel, z institucijo. Ja. Ti, amo, zdaj Še- potem te novi zakonodaji bomo pa kaj narodu. Jezik, Ja, valjda. medijsko uravnotežen. Da se ve, ne. Uravnotežiti ti treba biti. Ja. Uravnotežen, Ja, mi pa hočem, smo. da znam, ko je moj dio. Ne zbiščaka po klicu. Okay. Torej, a gremo zdaj na to 17. Ja, poglavje? pejmo, ne, pejmo. Oni se prepelajo. Zdaj ugotovimo, da je v bistvu Artur Artur je v prvem planu. V prvem planu, ne. Artur je Po dolgem, končno, dolgem cajtu. Ne. končno- V bistvu v bistvu, ja. od prvega poglavja. Ne. Od, Prej je spal, pa se je malo Zdaj se pa družil, malo se malo razpizdal. sestavljati. Ne. ja. Ja, človek je končno do čaja prišel, če lahko Ne, v temu bistvu rečemo čaja. je prišel je do ene zadeve. Ja. Ne, Kaj je skoraj To, čaj, ke ampak tiste- ni čaj. to, do ene take naprave, ki nas čaka skoraj v vsakem predverju neke firme, te Tudi tam na gori. avtomatik Ja. servisove Ja. kište, ne, ki imajo zelo podobno funkcijo, kot jo je imel ta notrimatični sintetizator napitkov. Ne. Točno to, točno isto. je. Kjerkoli knov pritisneš, skoraj isto sranje ven dobiš. Ja. a veš. Kava, kakao, kava z mlekom. Irska Kava, kava. irska kava. Kdo še je probal to irsko kavo? Jaz sem irsko In? kavo zelo rad pil, jaz sem enkrat tega serviserja sem ga srečal. In je alkohol In tam sem noter. rekel, ne, sem mu rekel, kje imaš flašo Jamesona napisal noter, a veš, kdaj boš dal noter, ne, mislim. Ja, te vidim, ne? Ne, je to prah, to, da moram razočarati. Okay, jaz sem Brez kol veze. lizem, zveri sem videl, to sem rekel. Ne, je pa, moram ti pa pohvaliti, na urgenci je pa dobra. Irska kava. Irska kava na urgenci je pa vrhunska. Ja, Se pravi, ima Jameson je tam zadaj klonk. eni te Ja. avtomati so boljši kot drugi. Ne. Ja, res so A Po res? večini so pa, po večini so pa res za nič. Mislim, Samo tam oni, jaz ki so sem- boljši, so tudi recimo pol dražji. Se pravi, na mest 60, misliš, da ima- na mest 30 je 60 centov. boljši prah. Ne. Po mojem, kaj pa vem. Mareten. Eni ljudje imajo zelo radi to, ne vem pa Ja. zakaj sicer. Jaz tudi ne razumem. Mislim, tisto kafe, ja, se je zaspiti. Pa ni, to je družabni dogodek. a veš. Ne, ja, valjda, mislim, ja. Da nima veze s kavo, Mm. tisto, kar tam ven pride. Ne. No, skratka, ja, tako. Ne, jaz pijem espresso, ne, in sem se Mhm. pol z unim decam pol dogovarjal, da bi Malo pojačal. ne pojačal, bi malo dal zmanjšal, espresso. se pravi, da bi pač to pršel ven espresso, ne, da ti Ja. pride pušalce enega. Nečesa. Neke ne popolnoma različne od kave, ne, vsebine. Ne, tako da. Ampak je rekel, da to v Ljubljani ne gre. Ne? Ne? Ni Je dal rekel, mi da te bi espresa. bil na obali, bi mogoče to še spelal, ker so Ja, ja. tako bližje Italije, da Pa ke pač vejo, kaj tista je kofe? količina, ki jo ven da, ne prav, klej bi bila pa reklamacija, da pač ne da kave ven. Mislim, oziroma, da Ja, da ni nič. zategnili so te. Tako da ja, no, ta notrimatični sintetizator je Tako. bil neka taka podobna zadeva, ampak Arturju in Nucov, ne? Ja, Artur je lej, mislim, drugega ni, ne? Kaj pa je, ja, se je skoraj čaj. Ja, Ne, ampak- gotovo je, da ne, skoraj ni čaj. Ja, se je skoraj ni Skoraj ni čaj. čaj, Ne, ampak je pa jaz videl, kako je, poživljajoč pa je. Kakšna Ja. mašina je to bila, ne? A veš ti, ki si pritisnil, ne? Te zanalizira. Ja, ne? to ni bilo, to ni- to je bilo, on to so bili naredil, podatki. on je- Veš, kaj mene zanima? Ne? Glede na to, da v knjigi piše sam, da je Artur je zanaliziral, ne pa skozi. Artur je analizira, ne? Noben drug te mašine ne pritisne. Veš, a oni tudi dobijo isto stvar. Ne, oni pač njih analizirajo. Ta je pametna zadeva, to je tako, to je tako, to je prihodnost. A veš, ona te bo poskenirala, pogledala, kaj si ti res želiš. Ja, vem, sam, da jaz Če- med če- službo če- zdaj per dobim, ne?
A veš, da imam jaz to mašino v službi, ne, in če me bo zanaliziral, bom pervan dobu, ne. Ja, če si dobil peliconov relaks, bo v redu. Sam ali pa A to ne. je un zdaj... Ta 2,5. Ja, ne, če me bo zanaliziral, bom dobil nekaj drugega, ne bom dobil relax pera ali Boš pa ne dobil vem. third pill, ne. Ja, le, Ali pa Heineken 0,0, Ja. ne vem, ne, pač tukaj ne. bo tukaj pa še input ne, od Ja, to je delodajalca, res, ne. A veš, bo input, ne. Aha, to je pa zihrenga noter, ja. Ne, bo if stavk, ne. Ja, Bo if stavk, bo rekel if, ne, working hours, Heineken 0,0. Okay. Ja. Sej ta mašina je imela isto je imela pol težave, ne? Ja, mislim, da imela, ne. Sej. Ja. Ne, če pol knjiga nam naprej pove, da je bil v bistvu. Ne smejo povedati, kaj to je čez zdaj po glavi, se zvemo šele. Kaj? Je to, da... Da je to del sirijske. Ja, A sirijska ne, to vemo, to vemo. Ja, to je, vemo, ja, ne, ne. in da je največji oddelek te Kaj je problem s sirijsko? korporacije je bil reklamacijski oddelek. Itak. ne? Tako je, to pa je. To vemo že odprej. Ja, ne. No, to Hotel vemo. samo na Pa že drugo tukaj stvar. lepo povejo. Ne, Ja, ok, v redu, ja. Pa tukaj še enkrat pove, da sirijska kibernetska organizacija je bila res. Ja, 3 planeti Tako. so bili polni tehle, ne. Ni Unetov. jim lih rtval, no. Mislim, ne, ratovali mi ful, sam pač ful sem imel reklamacij. Ja. Ne. Veš, če ti vse prodaš, je vse v redu. No, sej. Ni bilo pač dobro, no. Ja, To bi rekel. to pa ja, ne. In v glavnem, da kaj bo naredil, ne? A veš, a bo šli dol ali kva, ne? Ja, ne, Zaphod se mi zdi, da je bil zelo prepričan. On je bil odločen. Ja, on je bil, lej, hočem jaz priti do kaj. Čeprav meni je zanimivo, da nikoli ne reče zakaj, ampak jaz hočem iti dol. To je tudi mene malo zmotil, mislim, ko sem študiral. Nikoli ne reče zakaj, ampak gremo dol. Pa zakaj pa šli, vse je mrtvo, vse vidiš, sivo je, vse je to, itak najprej sem mislil, tega sploh ni, ampak Še pol, ko se izkaže, ko bomo prišli do tega, še naprej. da 2 jedrski konici uletita v debato, ne? A veš? ja, on še On zmeraj še vztraja. zmeraj, on fura do konca, a veš? Tako, kot smo že rekli, pač on je imel nek drive, ne, mislim, da ga tudi sam pri sebi ni štekal. Ne. Ja, ampak je bil pa vztrajen, ne. Hotel na vsak Ful je bil način vztrajen, priti, hočem dol priti, ne. Ja. A veš, kad Artur je še celo vprašal, ne, je dol varno. Ne? Ja, je A veš? varno, a ne, varno sploh. Ne, model, starim, a veš, 5 milijonov let je že mrtvo. Ja, Ja, že duhovi najdel družine, pa so Ja. ustalili, sploh ne jebejo več, a veš, mislim, Točno nekaj to, do ti ja. težijo. ne. Tako je. valjda. Ampak pol pride ta prijazni glas, ne. Ja, ne, še to. Prijazni calling sign pride. Hrup oddaljenih fanfar, ne. A veš, Ja, to je epsko, ne, a veš, taradan. A tako, ko se je rimska vojska vračala domov v Rim, a veš, ko so jih pričakali z vsemi unimi častmi. a veš. Pisa, nisem bil tam, ampak najbolj še bilo prvi že tako. Ne, star, Jaz sem zihar je bilo tako epohalno. Ne vem, a si bil kdaj v Rimu? Ne, se to. Rim je res, prav ne moreš verjeti neko tako mesto z dušo, ne? In ko si predstavljaš, Yep. recimo, une zgradbe, ki so takrat bile tam, ne, da so to pripeljali pol ene une barbare, ki so jih tam polovili, ki si jih to v Rim pripeljal, pa stari moj, to je mogel tako zevati, kot da bi mene pripeljali na Melmaka, veš. Ja. Sam stari si predstavljaš, ne, mislim, a veš, Res, tam ti si ne, živel v veš, eni to je bilo- kolibi, Ja, v valjda, kolibi, ne, v kolibi nek, tam si lovil karkoli, ne, lovil, Pevrce. gojil, whatever, tam si Ja. živel, laufal si po savani, oziroma po travnikih, gozdovih, pa te pa pripelje neki in Res, mislim, Manhattan, to je moglo jebote. biti tako fascinantno, da to je mogel, vsak mu je mogla, ne vem, Ja. čeljust do travnih vršičkov, pa skaj to zagledal tisto pred sabo. Ne. ja, veš, da. Sigurno, Še po moji stari. suni so bili, ker so tam živeli samo, ok. Ma, oni so bili full cool, po mojem. Ne, valjda, mislim, oni Mislim, so bili malo polni sebe, verjetno. Sicer odvisen kdo, ne. Verjetno so bili Odvisno, polni na sebe. kateri Ja, kasti no, si ja. bil spet, Ja. ne. To je, Če si bil sužen, ti verjetno ni bil lih tako žur, ampak Ja, če si bil pa tam patrici, bilo pa verjetno pa malo bolj malo lušen. boljše, ja. Ja, se tako kot posota, veš. Ja, saj lej. Plebs ga zmerna fuka. Če imaš hnar, se imaš fest. Ja. No, ampak dajmo od denara, stran Od od denara pa 5 milijonov let staremu posnetku. Spet imamo citat oziroma poslušalca, Ja, ki bo prebral tale posnetek oziroma citat posnetka. To je Simon Olenik, po domače Brko. Po nekem čudnem naključju je basist v našem bendu. Zdaj smo nov ime imamo. Kdo bi si mislil? Nismo več Basist? totalno razdejani. Kva? A res ali kaj? Preimenovali smo se, ko smo snemali te prve 3 komade, še hmal pa pridejo, mislim, saj en. No, v glavnem, Brko bo zdaj prebral tale citat 5 milijonov starega posnetka, tako da dajmo poslušati. Brko, se slišimo?
To je posneto obvestilo, kajti bojim se, da trenutno nismo dosegljivi. Trgovinska zbornica Magreteje se vam zahvaljuje za cenjen obisk. Ja, kva ne? Ne, pa ja, tajnico dobijo, ne? Ne, Ja, ni, v bistvu je ta prvo- tajnica. Ta prvo je v bistvu tak čist... Ta prvo je čist, pa je tajnica je čist pač. cool, ne. Ej, Tak, uradniški, ne. Tajnica. Ja. Ko smo glih pri tajnici, bi povedal samo eno številko, 0599686885. Za poslušalce, ki ne vidite, to sem z... To z glave, peli ej, z to glave. so peli to iz glave. Valjda, Peli to, absolutno. jaz sem bil zdaj kar malo Mislim- sem pozeval. Res sem malo pozeval. Brezplačna telefonska številka, lepo prosim. Šarmant. Ja. Kje sem mu sicer javil? Dobro, Peli? Ne, sam nek bip je pa... Ja, se vem, ampak sem se havel, če si tako, to je rufel zjajen, to je bilo zdaj... Ker noben ne pokliče, ne, mislim, Aha. ker noben ne pokliče na uno cifro, še nisem custom sporočila pustil. Sicer, Na redu. A se zdaj Posnel. A kdo še kliče? vprašal, ne, Bom da rekel, ta, ja. tako, kot smo zanč ugotavljali, ne, koliko mora biti življenje dolgočasen od tega tipa, s katerim upravlja ta cifra. Zelo. Sam res, bogi ne veš. Ne? Sam se- To je Po to. mojem, on na samotnem otoku pa čaka, razumeš, zdaj čaka in čaka in čaka. Ja, veš, nek v enem mestu, veliko. Detrove, Pa to, ja. tista. Ne, jaz sem zmes kot... samica pa čaka. Ja, Bog. Dajte Bogi poklice, da ne bo bogi reveš. Ja, človek s to cifro ne umira Moje dolg sožalje, časa. naše sožalje. Ja, ja. Ni osebno, ampak lej. Čeprav zdaj, a veš, zdaj zmeri manj, veš, koliko ljudi pokličeš takole, zmeri manj. Kam? Je tako, Po kam telefonu, ja. po Saj telefonu. sam še tipkaš, ne. tipkaš več ali manj. Čeprav te stari ljudje bolj kličejo, ne. So ugotavljali. Jaz te rad Mi še pokličem. nismo tako stari. Eto, staro je. Zdaj smo pa kle. Okay, ali, zdaj Ta smo zelo, vedeli, zelo namerna podtikanja sem preslišal. Tudi to je kvaliteta do starih ljudi, veš, da kar izignorira, kakšno star. Kaj je? Koga? Čevapčič, kaj je? A imamo per, Ker imamo per. sem bil jaz mlad, se tako le niso obnašali drugi mulci. No, ampak pa se pa spet zasliš glas, ne, a veš, ko oni, ne. Mal, čak, a je kdo kaj živčen bil? Ne, zapkot je... Zapkot je. Ja, glas starodavne Magreteje, ne. Ja. Ford še zmerni čist kul, ne, s to Magretejo. Vsi so Pa malo to tako v malo, redu je, ne. vsi so malo živčni, ne. Ja. In pol je še Malo enkrat. nervoza je, ne. In pol je še en, ne, Brko, povej še naslednjega. In vam z obžalovanjem sporoča, da trenutno vsa proizvodnja na planetu stoji. Hvala vam. Če izvolite zabeležiti svoje ime na naslov planeta, ker boste dosegljivi, se prosim oglasite po zvočnem znaku. In pol je kratek pisk in zatem tišina, ne. A veš, Pa so že vsi ugotovili, da bi radi videli, da grejo. Trije že malo živčen. Ja, ne. ja. Trije že malo živčen, ne. Zapad, pa to je sam posnetek, a veš, da je nekaj v izi. Gremo, ajde, piči miško. Ja. Računalnik, gremo naprej, ne, gremo naprej. Ja, gremo Zapad naprej, skozi ja, gremo. forsira, da grejo. In pol spet, ne. In pol, Brko, daj še tretjega povej. Radi bi vam zagotovili, da bomo takoj po ponovni oživitvi proizvodnje objavili ustrezna sporočila v vseh pomembnejših ilustriranih revijah in barvnih prilogah in bodo naše stranke spet lahko izbirale med vsem najboljšim v sodobni geografiji. Dotlej pa se strankam zahvaljujemo za izkazano zanimanje in bi jih prosili, da odidejo. Pri priči. Zdaj že, a veš, Artur ne, se razgleduje po živčnih obrazih svojih tovarišev. Veš, ko, Ja, ne, tukaj to je napet- zdaj že napet. Ne. Po Zdaj mojem že- napeto zdaj že sjene. drama, ne, Tukaj a veš, je, mislim, ne, napeto sjene, se Ja. vidne, A se veš, čut. Zapad pa, a veš, kljub temu, da ne ve zakaj, ne rine naprej, on še zmer ne, v easy, pa dekaj, vse bomo, ne, lagano, ajde, lagano sportski, ne. A veš, to ni, daj, začni spustimo v zrače, dajmo, a veš, pa pristati, pa pa tretne. In pol fanfare so bile v zadnji rundi komaj omembe vredne. In se sliši tole. Brko, ajde. Skrajno pohvalno je, da je vaše navdušenje za naš planet tako neomajno, zato bi vam radi zagotovili, da so daljinski strelki, ki se že usmerjajo proti vaši ladji, samo del posebne pozornosti, ki jo poklanjamo vsem tako zelo navdušenim strankam, pri čemer so aktivirane jedrske bojne konice, seveda majhno poslovno darilce.
Z veseljem pričakujemo, da se nam oglasite z naročilom iz katerega od vaših prihodnjih življenj. Hvala lepa. In pol jih je pa vse sezulne. Tole z jedrskimi konicami. Ja. In pač ne. Zapad je itak razložil, da se nimajo česa bati, da to nima bene veze, da je to itak staro in da... Kaj pa izstrelki? Izstrelki. Brez veze. Da nam počune. Ja, da nam poče, ja. No, pa Ford je pa že opazil, ne, na enem od zaslonov je pa že opazil, da... V lepem loku, kako se bliža. Da lepo leti neki proti njim, ne. Neki, ne. Tako. Tudi takrat, pač Zapad hoče nekaj rešiti, bomo to imeli manevre, pa bomo se tega rešili hudiča. Ja, se za trenutek se, ne? Ne, se ne. Ne, a veš kaj, Artur je spet eno človeško lastnost, ne, tist, ki je bilo že opisano, ne, poudarjanje očitnega, ne. Ali ne vidiš, kaj to pomeni? Ja, da bomo umrli. Ja. Ne, to se zdaj mu zelo pomemben, da pove, ne. Ja, In potem so ugotavljali, kako bi se teh izstrelkov znebali. To vidiš v vseh ameriških filmih. Rakete letijo za unimi F-16 in on pol to 6 manevrov naredi in pol on sam sebe zadane, ki je izstrelil to raketo. Ampak tukaj ni šlo tako. Ja, računalnik, ne, Edi, nima manevrov umika. Ja, ne, Edi je tudi rekel, ne, to je to, da ga džemajo, ne, da ne more nič narediti. Fun fact, v TV seriji naredijo en manever umika. Ne, se tukaj tudi naredijo to, da... Ne, so probali, ne. Ker se je Zapad odločil, da bi to na ročni pogon. Ne, še pred ročnim pogonom, meni se zdi, da je v TV seriji. Bomo dali zapiske, ker je na BBC je prav klip iz TV serije, prav ta del obstaja. In tle Edi že začne odštevati, ne? Ker on pač čisto dobro ve, da je čas trka minus 45 sekund. Prosim, kar kličite me, Edi, če vas bo to razvedrilo. Nek še malo pobudri. Edi je povedal, da je pač nekega ovira, nekega džema, ne, in da pač ne bo šlo, ne more narediti, ne more manevre izvesti. Probali so pol na roko, ker tudi ni šlo fest. Ne, ugotavljali so, ne, kdo sploh bi znal to pilotirati. Ne? Ja. Veš, in se pol začnejo pogovarjati, ne, da jaz ne znam, ne znam. A veš, in pol Artur probije, jaz tudi ne znam, a veš. In pol ga vsi gledajo, kam majmo, ne. Mislim, zate tudi pomislili nismo, da bi znal, ne. Zapad ga prav zmelega, veš. Njemu se je pa zdaj to pred 2 dnevama še ni izvedel, da smo da vesoljske ladje res obstajajo, ne samo v neki taki pofel literaturi. Ja. No, pol pa, a veš, ne gre, mislim, planejo kontrolam, Edi jim sam reče, srečno fantje. Ja, itak jim ne rata, kar je očitno, ker tudi kontrole so bile tako jasno, nikoli jih ni ben uporabljal, so imeli še telefončki, so leteli okrog, pa vse skupaj po novem je po moje zadišal. Pa en zvod se je odlomil. Kar je zanimiv spet verjetno. To je bilo najbolj tista nepomembna poškodba. To je bila druga, kaj je gor rukne. Gor rukne. Ja, tisti je pa že del, ki nam knjiga pač pove, da je prišlo do podplutbe. Ja. Ampak da bo vse v redu. To smo že v zadnje vedeli, da bo vse v redu. Vse bo v redu. V bistvu ves čas vemo, da je vse v redu. Zanimivo je, da Douglas pove, mislim, da... Zakaj nas ne pušča malo napetosti? Vse je ful napetosti, samo pove, da je vse v redu. Ma obešalnik, pečino obešalnik, ampak pove, vse bo kul. Vsi bojo preživeli, razen ta podplutba. Mislim, vse veš, da če gledaš mojo knjigo, smo mi zdaj na strani 95, ne? No, ampak vse, a veš. Veš, moja sin, da smo na 93. Od 600 plus, ne? Po mojem, da v res vse v redu. Če gledaš, ne vem, če zdaj pobijaš vse glavne junake, ne? Če bereš Game of Thrones, ne? Tudi ti misliš, da bereš glavnega junaka, kad ti ga pol fentajo v naslednjih 17. strani gre. Ja, ok. Tako da, a veš, ti misliš, da tale pa res Gepard. Ali tega ne boja. Puf! Off with the head, veš, nisem gre glavica stran in da je to. Veš, pizda. Oh my god. Ampak sem prebral knjigo do konca, tako da je res vse v redu. Ampak Edi pa ugotovi, da je čas trka minus 20 sekund, fantje. Pa užgi ta računalnik. No, in on z veseljem pržge in veš kaj pa Edi začne pet. Ja, Edi zelo lepo zapoje.
Ojoj. A vi da ste vedela? Kaj? Je, da je to You Will Never Walk Alone. A res, kaj? Seveda. Zihar. To je bilo Peljevo dejstvo. Res je. In fun fact, Brko, ki smo ga prej slišali v tehle odsekih, je velik fan Liverpoola. Yep. Aha. Jaz nisem bil še na Liverpoolovi tekmi domači, ampak je, ko to slišiš, ko cel stadion poje, da je kocine gor. Jaz sem na YouTubeu gledal. Ne, to je isti tak, jaz sem tudi videl. Jaz sem videl, kar malo sem solzico potočil, ker je ko lepo. Moje to uživo videti. Lanski, ko so zmagali, po moje, mislim, da je prvenstvo, to po moje bilo... Po ne vem kolikih letih. Ja. Ti po mojem, da je bilo Arturju kar malo lažje umreti. Bi bilo lažje umreti, ja. Mislim, kaj to slišiš, ne? Ja, lej. Čeprav on je bil iz Londona, ne mislim, pač domnevam se pravi dvomim, da ne bi bil za Liverpool. Lahko pa tudi. Samo veš, to je ta komad, ki je res, a veš, to je ta komad, ki v vsakmu fuzbole... Arsenal omenja. Lej. To je tako, kot pa rekel, ne vem, a veš, Maribor, da ima svojo himno. Pa omenjaš, a veš, Olimpijo, a veš, to ne gre, ne? Vem, sam, če glikar si, a veš... Sam še pluneš levo. Tu je Bemti, tu je Liverpool. Ne, če ga recimo se varšiš, a veš. Jaz bi bil ful vesel. Tudi če bi bil ful za Chelsea, pa če bi slišal You Will Never Walk Alone, dve jedrski konici sta na monitorju čez 15 sekund pozdelej. A misliš, da pozabaš tiste zamere do Liverpoola? A veš, da bi si ti... Pa sej lep komad v resnici. Ja, pa ni fora v komadu, fora kaj predstavlja. Čustva, ki so za tem komadom. Ti moraš v čustvih, ki spremljajo ta komad. Jaz res ne spremljam fuzbola veliko. Ne, ampak predstavljaš si nekaj... Sam nisem pa toliko fan, da bi razumel to. To je mogoče res, da ne štekam tega. Da imaš svoj klub, ne, ki je tvoj klub, ki je zaumrt klub. Ne. A veš? Ja. In pol ni drugega kluba, je sam ta klub. Ne moreš ti pol ne videti, kar za... In v glavnem Edi od zelo lepo odpoje You Never Walk Alone, ne? Tle pa ta razlika, ki se pa pojavi, da Artur ugotovi, ne? Ja, da je res umrl. Ja. Ne to, ampak nečesa se domisli in se skobaca na noga, ne? Pa čak, zakaj ne bi tega neverjetnostega pogona pržgal, ne? In, a veš... Čakaj, a ni to že pol že naprej 18? Ne, to je glih konc. A je glih konc, ka vem, da je čisto... In pol je... Pa Zabko čisto znori, ne? Da to niti slučajno ne pride, ne? Brez programiranje se lahko zgodi karkoli, ne? Ne vemo, kva se je zgodilo. Ja, ne vemo, ampak v končni fazi, ne, ti imaš, na en stran imaš gotov izid, ne, dve jedrski konici v glavo, ne, je verjetno... Vsi so malo preveč razmišljali, Artur je pač čisto žival. Ja. Kaj pa če bi to naredili? Ne, Artur je se pa odločil za eno varianto, ki pa imela pač neomejeno možnosti, ne? Ja, in pol, a veš, ga še Trinan še vpraša, ne, a kdo ve, zakaj Artur tega ne bi smel preklopiti, ne? In potem, ne, se vse razleti v silni eksploziji zvoke noči. Končno je neki ratar. Stari, rešujo vse glavne junake, ne? Mislim, halo in junakinjo. Tako da, evo, in ko smo pri tem, je to konc 17. epizode. Hvala, ker ste bili z nami. To je bilo to. Čau. 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 Ne, pista. Ne moreš zdaj tako. Kaj če si rekel? Če si rekel čau, bomo mi rekli čau. Ne, čau že dobro. Ja, sej, zdaj bo Aljo povabil poslušalstvo. Jup. Kaj, da prebere citat iz 18. poglavja. Ja. In ga bomo objavili v naslednji epizodi, ne? Tako. Se pravi, v 18. epizodi. Ful bi bilo dobro, če bi kdo prebral ta citat od Kita.
Ker vse smo že Ja. vedeli, da Ne, kit je bil že v prejšnji Nek kit epizodi. je. Nek kit je, Kit je, poglejte, misli preberite. nekega kita, če bi kdo to prebral. Ja, To je bilo to awesome. bilo res dobro. To je bilo awesome. Ja. No, tako ne. To mi je verjetno že mal dolg čas od tega, kako to naredite. Ne? Preprosto. Ja. S telefonom se posnameš in nam posnetek pošleš na e-naslov, opravičujemo se, afna.zvpl.com. Lepa. Aha. Kot smo že omenili, pa lahko citat posnameš direktno na telefonsko tajnico, ki jo je že prej Peli zdrdral. Jaz jo moram pa prebrati. 0599686885 in citat prebereš. Več opcij je pa na hvala za vse ribe.si. Da rešite unga, gospoda, ki je nekaj v samici. Ja, tak, Ali na Death Row, ali taka ima karkoli številko. že, ali Ja. nekje v mestu. Prisoner sam. number. Ja, nekje v mestu. Number nič 599 Ja, mogoče pa sam. Ampak mogoče ta človek res obstaja. Mene zdaj že skrbi za modela. Mislim, malo pa Ne, se model, mogoče ko ni, se ne kaj veš, pa če kaj je. mogoče po enem mestu, pa je tam sam, pa v sobi zaprt v nekem bloku. Jaz se ne veš, kaj je slabše. Ja, Ja. mislim, pa ne vem. Mislim, dajte poklicati ljudje, no, porka duš. Dajte, rešite te ljudi. Da Ja. ga mal zbazamo ven. Tako. Kar se pa tiče podpore, smo pa najbolj veseli, da nas poslušate, Res je. da nas ocenjujete. Tudi če nam date eno zvezdico, super je. Sploh, če mislim, ker žalitev je bila pa res vrhunska. Če se potrudiš tako Ja. kot ta gospod, Ja, vrhunsko. Jean-Pierre ali kaj že. Ampak še najbolj smo pa veseli podpore naših podpornikov, se pravi Luka, Blaž, Matej, Jure, Primož in neimenovani junak. Hvala, veste, kdo ste, iskrena hvala za vašo podporo. Če nas pa lahko podprete, bomo hvaležni, če pa ne, pa nam nič jezni, ker vemo, smo vsi bili tam, tako da, ali pa smo še. Mm. Ja, z vami smo pa bili Aljo, Peli in Zi, in če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Pisa, ta avtor del moramo malo skrajšati. Zima dosti kratkega, mi doma pa predolgega. Predolgega. That's what she said. Od dolgih ni bilo nič problem. Če niso jambrale. Kdaj je pa predolgo problem? je, Dost veš ti. imam.